v enem obdobju, recimo pol stoletja približno, v katerem so se zgodile največje spremembe v zgodovini človeštva sploh in v najkrajšem času. Ne? Prostor svobode, dom odličnosti, pot prihodnosti, nova univerza. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Nove univerze z naslovom Začuti novo univerzo. Moje ime je Matej Avbelj, sem profesor za evropsko pravo, vaš današnji gostitelj tega podcasta, ki nosi zanimiv naslov: Javna uprava, diplomacija in literatura. Nekdo bi utegnil poreči, ja, kaj pa imate na Novi univerzi z literaturo, saj nimate filozofske fakultete. Imamo fakulteto za slovenske in mednarodne študije, kjer se obravnavajo tudi literarne teme. Jasno pa je, da največ pozornosti na Novi univerzi posvečamo pravu, javni upravi, mednarodnim odnosom in diplomaciji. Toda, danes sem v svoje goste povabil dva izjemno zanimiva sogovornika, pravzaprav sogovornico in sogovornika, dva profesorja, ki pa nista samo klasična akademika, kasneje boste tudi nekaj več povedala o samem sebi, sta izjemna strokovnjaka iz prakse in povrhu vsega tisto, kar vaju dela še najbolj ali pa še bolj zanimiva, da sta oba tudi pisca. Pisca pa ne samo takšnih klasičnih akademskih knjig, kot smo jih na univerzah od strani profesorjev in profesoric navajeni, ampak pišeta tudi literaturo. Fikcijo, kjer realnost kombinirata s tistim nečem, kar v bistvu ni, pa bi mogoče lahko bilo. In danes, ko se bom pogovarjal z izredno profesorico Bredo Mulec, lepo te pozdravljam. Pozdravljen. In s profesorjem doktorom Milanom Jazbecem, lepo pozdravljen. Ja, lepo pozdravljen. Sem si za izhodišče izbral eno tako provokativno tezo. Namreč vidva oba do obisti poznata, ti Breda sistem javne uprave, ti Milan pa sistem diplomacije. Pa me zanima, a ste začela pisati literaturo, postala pisca, Breda, ti vem, da napišeš tudi kakšno pravljico, Milan, tam pred nami, pred teboj je strip, ali ste se zatekla v fikcijo, literaturo in umetnost, zato ker je realnost postala preveč depresivna? Breda, malce več nam povej morda o svoji strokovni poti. Na začetku. Najprej sem začela graditi svojo kariero v javni upravi, ampak še zmeraj, seveda je ta moja primarna zaposlitev, najprej v parlamentu, potem pa na različnih ministrstvih, tudi zdaj sem na enem izmed njih, ampak vzporedno me je pa vedno še zanimal ta znanstveno-raziskovalni del, pedagoški, akademski, tako da nekako poskušam vedno združevati teorijo s prakso in tako v tem akademskem smislu, pedagoškem in raziskovalnem raziskujem tudi učinkovitosti javne uprave in potem kakšne izsledke lahko uporabim pri svojem tem primarnem delu in tudi obratno. Se pravi, to, kar raziskujem tukaj, v čemer sem aktivna na akademskem področju, lahko s pridom uporabim tudi v praksi. In to se mi zdi dobro in v pedagoškem smislu seveda tudi zelo rada predavam slušateljem tudi kaj iz prakse in se mi zdi, da to študentje tudi cenijo, vsaj takšne izkušnje imajo. Drži, in to je v bistvu tisto, kar zelo radi počnemo na Novi univerzi, to je pravzaprav naš pedagoški model, da teorijo kombiniramo s prakso. Zdaj, tako skromno zadržano si se predstavila, lahko bi seveda na dolgo in široko povedali vse, kar si že počela v različnih ministrstvih, tako da na našo univerzo res prinašaš veliko znanja iz prakse. Prav tako pa isti zaključek pa lahko naredimo v zvezi z profesor Jazbecem. Ko sem preberal vaš življenjepis, pravzaprav, če bi se osredotočili samo na njega, bi pokurili en tak cel ta podcast. Bili ste veleposlanik v najrazličnejših državah, potem in to že od konca 80-ih let dalje. Povejte nam nekaj več, kaj pa vam je v tem času morda tako ostalo najbolj v spominu? Vem, da zlasti v Makedoniji, kjer ste služili tudi vojaški rok, če se ne motim, so vas naredili celo za častnega občana, kar je redko ali pa v tej diplomatski praksi, morda pa se motim. Ja, hvala lepa najprej za povabilo.
jaz bi nadaljeval z istim pristopom in tonom, kot ga je Breda postavil, neko rahlo zadržanostjo, vse dejstva govorijo, pa tudi ni namen, kaj več tega pogovora. Zdaj moram reči, jaz bom letos imel 39 let diplomatske službe, ampak v tej službi sem se znašel, jaz mislim, precej slučajno in moram reči, da me v študentskih letih in tudi prvih letih mojega delovanja diplomacija sploh ni zanimala. To resno mislim, to je res, zdaj ne vem, če lahko diplomati govorimo resnico, mislim, da, ne. In sem to tudi... Vsaj v tem studiu, no? Ja, tudi sicer najboljše. Ne morda vso resnico, ampak resnico pa. In to sem tudi v moji spremni besedi eni knjigi, moji sociologija diplomacije napisal, da me diplomacija ni nikoli zanimala. In potem, ko sem se pa znašel v Beogradu, oktobra leta 1987, sem v bistvu se odločil, se bom tej dejavnosti resno posvetil. No? In je potem v bistvu tako naneslo, da sem začel brati, študirati, potem pozneje tudi pisati, najprej neke, bi rekel, priročnike, resne reči in potem, ko sem decembra leta 1996 kot odpravnik poslov, začasni odpravnik poslov služboval v Štokholmu, sem bil 9. decembra na podelitvi Nobelovih nagrad v mestni hiši. Takrat je bila 100. obletnica rojstva Alfreda Nobela in mi je šinila ideja za roman o diplomaciji v glavo. Torej, v bistvu se pri meni to prepleta, zelo prepleta, in mislim, da je zelo prav in seveda vedno znova odkrivam, kako je to koristno, pomembno, ne nazadnje tudi pri predavanjih s študenti. Hočem reči, da se mi zdi včasih je boljše, da človek nima nekega velikega načrta, ampak da je odprt za impulze, vtise iz okolja, potem se, če to znaš začutiti, se ti odvija. Tako so se tudi z Bredo našli v teh birokratskih dejavnostih, napisala mi je predgovor k eni moji knjigi in tako naprej. Super. Zdaj, torej, vsak od nas je očitno nekam poklican, ne? In se je treba odzvati na ta klic, začutiti klic okolice. Zdaj, ti, Milan, si že dolgo časa si dejal v diplomaciji. Če ostanemo zdaj malce v tem realnem, resničnem, utipljivem svetu, ki ga v bistvu zaznamuje moč, kako se je v zadnjih 40 letih spremenil svet po diplomatski plati? Na boljše ali na slabše? Po diplomatski plati tudi sicer se je svet izjemno spremenil. Jaz mislim, naša generacija živi v enem obdobju, recimo pol stoletja približno, v katerem so se zgodile največje spremembe v zgodovini človeštva sploh in v najkrajšem času. Najkrajšem času. Jaz sem prišel v Beograd v zunanje ministrstvo oktobra 1987. To je bila neka druga država, ne? Potem v mesecu maju 1991 sem opravil zaključen pogovor za konzula v Celovcu in jaz sem bil, ko sem prišel v Beograd, še niso bile v uporabi faks mašine, torej faks prenosniki teksta. V maju mesec 1991 sem bil prvi v tistem ministrstvu, ki je svoje zaključne smernice napisal na kompjuter, to je bilo zelo težko, bom rekel, zahtevno. Danes imamo umetno inteligenco. Torej, to je vplivalo, jaz bom tako rekel, Zdaj, ne vem, če je to v naravi človeka, ampak možno, da je. Vplivalo ni najboljše vse skupaj, ker tehnologija človeka nekako zapelje v neko lenobnost. Čeprav mislim, da po moje to ni v naravi človeka, to ni v naravi homo sapiensa, ki je radoveden, ki hoče več. In ravno ta tehnologija, ki je tako bistveno vplivala na naše življenje in tudi da diplomacijo omogoča, da ti delaš več in boljše. In v tem smislu sem jaz glede tega en velik optimist. Vidim pa, da se ustvarja ena velika, da uporaba tehnologije, način, kako diplomati uporabljajo tehnologijo, ustvarja neko veliko ločnico med tistimi, ki so izjemno uspešni, med tistimi poprečnimi. In to se mi zdi, da je pri tistih, ki jemljajo to lagodno, ena izgubljena priložnost. Breda, kaj pa tvoje izkušnje v javni upravi? Torej, niso 40-letne, še ne, ampak tudi v tem času se je marsikaj spremenilo. Javna uprava se odziva na tehnološke spremembe, odziva se na morebitne najrazličnejše krize, ekonomske, finančne, zdravstvene, odziva se seveda tudi na politične spremembe. Kako ti vidiš tukaj zdaj kot igralko od znotraj stanje javne uprave na Slovenskem danes?
Zagotovo se spreminja, vse tako kot je rekel kolega Milan, ko sem začela s pripravništvom v državnem zboru, sem še imela v bistvu mentorja, ki je pisal vse na roko in je potem prišla tajnica in ta poročila skratka zapisala na tipkalnem stroju oziroma kasneje že na računalniku. Tako da ja, absolutno tudi digitalizacija, tudi umetna inteligenca prinaša nekaj novega v državno upravo, tudi sama mislim, da lahko pohitri neke določene postopke, seveda, če si jo vešč uporabljati. Kar se pa tiče sploh recimo delovanja same državne uprave, kot prvo bi želela reči, da verjamem, da imamo v njej veliko dobrih uradnikov, zdaj, če se samo gibljem v okviru državne uprave, ker vemo, da javni sektor je zelo velik in vse to, kar sem imela sama izkušnje delovati v različnih resorjih, v različnih ministrstvih, sem vedno srečevala ljudi, ki so entuziasti, ki so tukaj zato, ker so poklicani, ker verjamejo v javni interes, ker želijo v bistvu delati, izvajati naloge, ki so javno dobro, ki so v javnem interesu. In tudi sama prvenstveno sem tukaj zaradi tega, ker drugače bi že mogoče kje drugje poiskala kakšen izziv in vedno znova, kjerkoli sem, tako delujem. Zagotovo pa so še zmeraj, so bili v preteklosti in so še vedno stereotipi, predvsem v uradnikih, in o teh stereotipih tudi pišem, tudi kakšne polliterarne zgodbe, pa jih v znanstveno literaturo kot tako vnašam, vsej mogoče kakšno besedo o tem še rečemo v nadaljevanju, sploh kakšnih spise sem izpred 100 let našla in tako naprej. Ampak iz tvoje perspektive, torej, če te prav razumem, ti na stanje v javni upravi ne gledaš pesimistično? Ne gledam pesimistično, se vedno trudim, kakršnekoli je izziv delovati proaktivno, je pa res, moram povedati nekaj, da tukaj nisi zgolj kot posameznik. Tukaj se odzivaš po vertikali na horizontalo, odzivaš se pravzaprav na neke izzive znotraj nekega zelo velikega ustroja. Na vse zadnje tudi Republika Slovenija največji delodajalec in tukaj deluješ skupaj z ljudmi, deluješ skupaj z nekim timom. Nisi sam, imaš nadrejeni, imaš podrejeni, odvisno na katerem delovnem mestu si in ne samo to, dejansko si odvisen seveda tudi od vsakokratne politike nekega resorja. In mi potrebujemo dobre politike, potrebujemo dobro vodstvo in uprava je tista, ki mora te politične cilje implementirati. Mi nismo zato, da kreiramo uradniki politiko, zato rabimo nekoga drugega, rabimo dobro politiko. Odzivati se moramo promptno, učinkovito, slediti temu in po drugi strani, seveda, kjer je javni interes in naloge se financirajo z državnim denarjem, so tudi drugi interesi. Zdaj vedno znova moraš določene stvari peljati tako, sploh če si zraven pri pripravi predpisov, vedno znova trčiš, tudi med neke druge interese, tudi med lobiranja. Torej moraš biti tudi v javni upravi diplomat. Tudi moraš biti. In potem prihaja do nekih kompromisov na nek način. Milan, bi se ti strinjal, da to se mi je zdelo, ko sem Bredno zdaj natančno poslušal, se mi je zdelo, da na nek način opisuje tudi stvarnost na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve in diplomaciji nasploh. Je tudi obratno, je tudi diplomati smo javni uradniki, čeprav ne v celoti, imamo neke specifike, ker recimo en tipičen uradnik dela recimo na nekem ministrstvu ali v krajevni skupnosti, diplomati delamo tudi na drugi strani sveta, ja, jaz sem optimist, zdaj, če bi bil drobnjakarski, če bi bil malenkosten, bi lahko naštel vrsto razlogov za pesimizem, ampak seveda to ni smisel delovanja. Delovanje je obratno, torej ti moraš nekaj prispevati in poskušati držati nek nivo, neke standarde. Jaz bi rekel, da je slovenska diplomacija splošno vzeto v eni dobri kondiciji, je pa seveda odraz slovenske družbe z vsemi pozitivnimi lastnostmi in z vsemi šibkostmi. Tako pač je. Moram še to reči, da slovenska diplomacija je pred 2 mesecema, konec lanskega leta zaključila dvoletno nestalno članstvo v Varnostnem svetu, že drugo zapored. Prvo je bilo 1998-99,
Moram reči, da je to bil en izjemno pomemben proces, 2-letni proces, da ne bom rekel dogodek, ki je pokazal to, da je diplomacija sposobna delovati v nekem področju, kjer se na svetovnem vrhu pogovarjamo o globalnih temah, kako jih reševati. Torej, diplomacija je eno neprestano iskanje rešitve. Ti ne moreš nič rešiti čez noč. In ko je rešitev pripravljena, si potem odvisno od politike. Ampak slovenska diplomacija tu odigrala dobro vlogo. Moram pa reči 2 poudarka. Zdaj, ko je to za nami, jaz mislim na daljši rok, a pa vsaj na naslednji rok, bo izjemno pomembno, da bo slovenska diplomacija ostala v tem visokem globalnem vrhu, kjer se o teh temah razpravlja in bo svoje prispevala. Po prvem predsedovanju tega ni bilo, niso zmogli kakorkoli. In pa v času lobiranja za to drugo nestalno članstvo je Slovenija, če rečem v narekovajih, odkrila Afriko in Afrika Slovenijo. 54 držav, mislim, da je na afriškem kontinentu, to je veliko glasov pri glasovanju v Generalni skupščini in drugje za karkoli. Ne? In mislim, da še pomembnejše je, da bo Slovenija ostala v tem procesu sodelovanja z Afriko. Mi smo zaspali po tistem prvem nestalnem članstvu, zdaj mi pač govorim, ker sem diplomat, in to se mi zdita 2 ključni temi, na katerih bomo ugotavljali, ali slovenska diplomacija vzdržuje dobro kondicijo v profesionalnem, pa tudi inovativnem smislu, kot je Breda rekla. Ne. Morda pri diplomaciji mečkim drugače, v tem smislu, kot pri javni upravi, da tudi diplomati s svojimi dobrimi pobudami dajo tempo delovanju ministrstva diplomacije in včasih tudi diplomati zatejijo. To je zanimivo. Ne. Drži. Dobro, zdaj oba sta mi povedala, da sta optimista, kar pomeni, da literaturo, ki jo ustvarjata, ne pišeta iz sile razmer, da lahko lažje preživita v sistemih, v katerih se nahajata. Če se zdaj premaknemo na ta res zanimiv del, da imamo torej v eni osebi strokovnjaka iz javne uprave, iz diplomacije, profesorja, akademika in potem še literata. Pa me zanima, če ni ta pisanje iz obupa, iz svetobolja in svetožalja, kot so včasih rekli romantiki, naši pesniki. Zakaj pa potem pišeta? Ker pišeta pa veliko. Mislim, da profesor Jazbec, oba sta prinesla tukaj nekaj knjig, imamo 2 majhni mizi, vsega nista mogla prinesti, ker ne bi bilo prostora. Še posebej profesor Jazbec ne, ker si Milan napisal že 100. knjigo, če prav razumem. Ko sem pa Bredo spraševal, je pa rekel, da točno niti ne ve, koliko knjig je že napisal. 100 knjig. Torej, Milan, mogoče, če se zdaj pri tebi nekako jubilantu, 100. knjiga, zakaj pišeš? Najprej povem, da je to 100. In kaj pišeš pravzaprav? Hvala za te besede, Matej. Najprej povem, da je to 100. izdana knjiga, avtorski je približno polovica, ostalo so prevodi, ponatisni in naprej. Kar seveda, oziroma če rečem poenostavljeno, obstaja 100 različnih knjig, kjer piše na naslovnici moje ime, kar je seveda veliko štejem. Začel sem jih šteti tam nekje, ko je bilo nekih 60-70, ko se mi je posvetilo, zakaj pa ne bi poskusil priti do 100. To je bilo bolj enega veselja, ene zanimivosti. Zakaj pišem? Jaz pišem. Mislim, da pišem iz navdiha, ampak moram reči, da sem v bistvu bil rojen v svet knjig. Moj star oče, Albin Jazbec, je bil državni uradnik, ampak bil je, kot rečemo po domače, z germanizmom Eisenponar. Na železnici, na štrejki je krampal. Torej, najnižje statusno vzeto delovno mesto, pri katerem ni rabo dobene izraze ničesar. In je bil naročen v 50 letih na časopis Tedenska tribuna, bil naročen na redno letno zbirko Prešernove družbe. Torej, in jaz sem seveda se rodil v ta svet knjig. In potem, ko sem se začel zavedati sebe, tam nekje pri 3 letih, 4 letih starosti, sem seveda v Tedenski tribuni opazil Zvitorepca in me je to potegnilo. In potem se je tudi ostale knjige iz redne letne zbirke Prešernove družbe. Spomnim se, da je to bilo pri 6, 7 letih starosti, sigurno pozneje, mi je prišla v roke knjiga Naš državljan. Odprem in začnem brati in nisem seveda nič razumel. Desetletja pozneje sem ugotovil, da je v tisti knjigi bila predstavljene pravice in dolžnosti postave in tako naprej. Torej, pisanje je neke vrste moj genotip, če tako rečem. Pišem pa seveda iz navdiha, iz radovednosti, iz veselja, pa tudi zato, da kaj kritično reflektiram, pa poskušam, če zdaj grem na drugo stran tistega tvojega vprašanja, pomagati tistim, ki bi pri svojem delu obupali, ne obupajo, ne iščejo teme, ki jih držijo po konci, s katerimi se lahko pokažejo, s katerimi lahko nekaj povedo. Kakšen žanr pa ustvarjaš? Ker zdaj vem, v tem množici knjig so nekatere, ki so klasične akademske knjige, druge so že bolj poljudne, dostopne, pa spet tretje je drugačen žanr. Kakšen je ta žanr in kako
pri človeku ta žanr pronicne, v bistvu, da se to izcimi iz naših možganov? Če greva zdaj na literaturo, pišem po eni strani, imam 2 romana, 3. zaključujem, to bo trilogija. Potem pišem črtice o diplomaciji, to je čisto novost. 2-3 prijatelji, diplomati, tudi pisatelji so mi rekli, da ne pozna nikogar, da je več na svetu, ki se s tem ukvarja. Ne. Pišem pa tudi precej, bi rekel, knjige, ki so v nekem smislu nek nabor esejev. Recimo, tu imam knjigo Diplomati v novih oblačilih, to je moja zbirka črtic o diplomatih, o diplomaciji po 4-5 strani. Prva, druga je išla, 3. zdaj pišem. Potem imam, kot smo prej rekli, tule 100. knjiga, izdana knjiga o Zvitorepcu. To je v bistvu po strukturi serija esejev, ki opisuje strip Zvitorepca v različnih pogledih, z različnih vidikov. Torej, pišem se tudi poezijo, ampak to je vse skupaj nek odraz refleksije okolja, v katerem delujem. To je praktično sploh literatura, je vse izmišljeno, ampak so drobci, ki bi lahko v diplomatskem življenju se pojavljali, se zgodili, glede na poznavanje. Tu pa tam v tisti maniri Hitchcocka, ki v enem filmu teče po zemlji avtobus, recimo kakšen drobec tudi svojega življenja dam, ampak nič več. In predvsem pa grem v to smer neke psihološke refleksije tistega, o čemer pišem. To zdaj ne vem, če je popularno za širšo publiko, ampak je pa zanimivo. Meni je moj prijatelj, pokojni slovenski filmski legendarni igralec Demeter Bitenc, ki je dobil v roke, prvi je prebral rokopis romana Mavrica iz duše in rekel, da od Prusta naprej ni še takšne psihološke refleksije bral. Torej se bolj osredotočam na tok misli in to, kar se dogaja v diplomatih v glavah. Diplomatih, ki se gibljajo na vrhu sveta, če rečem, so pa popolnoma enaki ljudje, enostavni kot vsi drugi, ker drugače ne more biti. Kaj pa ti, Breda? Zdaj vidim neko podobnost. Diplomati v novih oblačilih, uradniki niso angeli, potem pa vendarle bolj malce tudi v pravlično smer. Tukaj imamo zdaj Aleksander in Zmaj Vurko, Aleksander Alina Vurko v Digi Dupleku, zelo zanimivo, verjetno v umetno inteligenčnih časih. Zakaj ti pišeš, odkot ti črpaš svoj navdih in seveda, kater žanr je tvoj žanr? Iz čistega užitka, v bistvu iz ustvarjalnosti da užitek. Mi že ves čas poslušamo te ustvarjalnosti tudi v šolah, kako spodbuditi, da bodo učenci imeli čas za ustvarjalnost, da ne bodo se učili samo na pamet. In tudi jaz občutim ta užitek ob tem, ko sem radovedna, tako kot pravi Milan, vodi ga ta radovednost, nekaj novega, nekaj drugačnega. V teh svetovih, v katere padem, se počutim krasno. Tukaj je zdaj odmik pravzaprav vaten. Prej sem rekla, delujem v okoljih, kjer moraš timsko delovati. Tukaj pa je čisto tisti moj svet, kjer lahko pride na plano moje duše, če se smem preprosto izraziti. In ja, pišem različne žanre, tudi ko pišem knjige, nikoli ne pišem samo ene knjige. Pišem hkrati pravljico in hkrati strip in hkrati literaturo, recimo, ki je znanstvena, mogoče s kakimi vložki tudi literarnimi, mogoče tako. Tudi ti, isto. Prav več projektov naenkrat teče. Več projektov in potem recimo kakšen roman v tem trenutku tudi ga pišem ali recimo kratko prozo, ki je pa za odrasle. Skačem potem iz enega žanra k drugemu in mi je to krasno, da se ne zasičim z nečem, da mi je vedno izziv, da mi je vedno nek užitek. Ker nekateri ljudje zelo težko pišejo. Ravno včeraj sem imel predavanje pri metodološkem seminarju za študente in ko nekaterim rečeš 90 strani magistrske naloge treba napisati, padejo v nezavest. Spet drugi napišejo na horuk 80 strani, ki pa so seveda ne tako koncizni, kot bi morali biti. Ampak če vaju oba prav razumem, vidva pišeta na dušek. V bistvu je tako, na dušek, ampak potem, ko napišem neko stvar na dušek, recimo govorimo o leposlavju, si pa vzamem za en odstavek tudi po 3 ure in razmišljam o besedah, ker mi je zelo pomembno, kakšen slog bo, kakšne bodo besede, da bodo bogate, da se ne bodo ponavljale. Zdi se mi res zelo pomemben tukaj in v ospredju jezik.
To je pa nekaj, česar umetna inteligenca ne more nadomestiti. Recimo, sploh se mi zdi pri kakšnih znanstvenih delih, tudi včasih pri študentih opažam, da poskušajo si z umetno inteligenco pomagati pri tvorbi stavkov. Strojni jezik prepozna že pravzaprav Na prvi pogled. Že na prvi pogled. In se mi zdi, da se mora naš človeški jezik razvijati in hkrati tukaj je duša človeka. Tu se pokaže duša človeka, duh Tisto, česar človeka. umetna inteligenca nima. ne. Tega, česar Milan, ne da- more. dodam, Ja, Tudi na ja. dušek. Kdaj pa? V somraku, po noči? Jaz prav takole moram reči, na dušek, ne, v glavi ima nešteto predalo in v vsakem predalu ena knjigica, članek. Aha. In potem razmišljam enem, drugim, tretjem, desetem, odpiram, zapiram predale, ne, in kaj pomeni to pri meni na dušek. Recimo, če pišem knjigo, ne, in imam v glavi v tistem predalu, toliko se nabralo besedila, idej in tako naprej, ki ga treba prenesti na papir. Če je tega za 2 dni pisanja, jaz se lotim pisanja tega konkretnega takrat, ko imam 2 dni časa. Ker recimo, če bi nehal po 3 urah, se mi zdi, da bi vse odteklo kot voda, ki jo zliješ Aha, iz vedra ven. razumem. Torej, ampak seveda, pišem pa 3 ure, pa recimo takrat vzamem iz predala nekega drugega, kjer je nek krajši članek. Ne. To in to, kar je Breda rekla, to je seveda osupljivo, ne. Se popolnoma strinjam s tem načinom pisanja ustvarjalnega procesa, tudi pri meni je enako in bom še bolj izostril. Ne. Recimo pišem neko znanstveno zadevo 3 ure in potem za oddih kaj naredim? Grem pisati črtico. Ne. In potem, črtico, Prav, za oddih od pisanja pišeš drug žanr. in ves čas neizmerno uživam. Ne. To je recimo zelo na kratko rečeno. Ne. No, samo to kaže, da smo ljudje narejeni za različne stvari. Ne? Ker tega človek zgolj po lastni volji ne more početi. Ne? Ker način razmišljanja, kot se ga opisala, različni predalčki v glavi, sposobnost pravzaprav sprostitve prek pisanja drugačnega vrste teksta, pa še vendar pisanje, to smo poklicani, malce narejeni na ta način. Breda, pravljice, kakšen je pa... Seveda, živimo zelo v takem utilitarnem, ekonomsko orientiranem svetu in ljudje bojo rekli, zdaj piše ta knjig več nihče ne bere, komu mar. Kako vidno na to gledate? A je važen impact, a je važen učinek vašega vajnega pisanja? Kaj bi ti rekla? Jaz mislim, da... You do not write for money. Ja. Zdaj, glede pravljic, bi rekla, da otroci jih kar berejo. Ja? To vidim, A greš potem kaj predstavljati? predstavljam, imam Ja? delavnice, se A res? živim čez v ta otroški svet. Tudi, Kje, po knjižnicah, ali kako je to? Tako ali pa po šolah. Tudi se usedem na metlo in potem divjamo z metlami, če je treba, če predstavljam kakšno Tega ti, Milan, ne čarovniško počneš. zgodbo. Ne, ampak sem blizu. Tako da, ja, to je lepo, če imaš ta feedback. In spremljam potem tudi mogoče po knjižnicah in vidim, da se odzivajo otroci na to. In To je v bistvu največje plačilo, To je ne? največje plačilo. Pa da recimo včasih mi reče kakšna mamica, otrok prej ni želel brati, zdaj pa nekako se je poistovetil s tem Vurkom. Namreč jaz sem preko svojih pravljic razvila lik enega zmajčka Vurka in tale Vurko skupaj še z deklico in dečkom dejansko raziskuje naše kraje in pa legende, neko mitološko izročilo kot tako, ker mi imamo dejansko zelo bogato izročilo še iz ne vem katerih časov. In ko sem raziskovala to izročilo ali pa nekaj recimo, kar je bilo že pozabljeno ali pa celo ni zapisano, sem našla kakšne kratke zapise v starih časopisih iz leta 1820, 1830 in to mi je potem dalo navdih. Potem da tiste stvari sem- oživijo. Da je to oživilo, mi ne rabimo nekih super junakov, ampak imamo že nekaj, kar je tukaj in to poskušam preko pravljic otrokom prikazati. Seveda otroci so v svojem svetu, da se jim spodbuja radovednost, raziskovanje, da je neka zgodba, ki je napeta in jo potem na tak način spoznavajo. Skratka, to je ta pravljični svet. In po drugi strani pa strip, Matej, ki si ga omenil, ki pa ima pravzaprav spet eno čisto drugo logiko. Strip sem pa začela z istim likom ustvarjati, ker namreč jaz ne rišem, tega talenta nimam, skupaj s skupino oziroma z ekipo Cirila Horjaka, Prešernovega nagrajenca za strip, skratka mojstra stripa. In tukaj je pa drugačen izziv. Prebral si prej, umetna inteligenca, digi svet, to je nekaj, kar nas zdaj v tem trenutku obdaja. Z stripom pa želim naslavljati neke druge izzive, seveda
Ne, da to izpade kot nek strokovni pripomoček ali kot nek učbenik, daleč od tega. Mi govorimo tukaj o leposlavju, o stripu, ki je nek drugi žanr, ki ima neke druge zakonitosti. Kako recimo to približati, govoriti mladega človeka, ki mogoče še ni posegal po knjigi in ga prav strip s krajšimi stavki in pa predvsem z podobami, ker v stripu z slikicami poveže celo zgodbo, kako ga navdušiti za knjigo, da potem vzame tudi nekaj drugega, ga spodbuditi. Namreč z stripom spodbujamo dejansko tudi to vizualno pismenost. Mi ne poznamo samo bralne pismenosti. Milan, ti več čas prikimavaš. Kaj si želel še tukaj dodati? Ja, recimo tole, tudi jaz, moja izkušnja je enaka, torej mladi, oziroma če rečemo osnovnošolska mladina, da ne bom ravno rekel otroci, radi berejo, jih to zanima, veliko berejo, seveda ne vsi, ampak veliko. Jaz imam z mojo nekdanjo osnovno šolo Artiče pri Brežicah že 23 let sodelujem, vsako leto vsaj enkrat grem na pogovor z učenci višje stopnje. Zelo lepo. Na tej šoli imajo zdaj že 2 police in sprva je bila ena polica knjig bivšega učenca Milana Jazbeca, zdaj sta že 2 in potem se pogovarjamo o teh rečeh in vidim, kako je v njih ta iskrica, to hotenje. Jaz bi rekel, morda celo prvinsko, naravno, samo po sebi. No, letos smo na mojo pobudo ob Prešernovem prazniku prvič podelili literarno priznanje Naša knjižna polica, ne aluzija na mojo knjižno polico. Otroci so pisali kratek esejček, prosti spis literaturo od 4. do 9. razreda. In ko sem bral recimo tisto, nakracan rokopis 4. recimo otrok iz 4. razreda, kako lepo so pisali. Recimo ena učenka je napisala, rada berem, ker me branje bogati. Za to me je navdušila moja mami. Torej seveda zdaj pa odvisno od nas starejših, kako bodo oni obdržali to pozneje, ko bodo šli v svet, v življenje. To bodo obdržali pa verjetno tako, če bodo brali stripe, črtice, znanstveno literaturo in tako naprej. Zdaj, seveda, je tudi to treba povedati, tehnologija, kar sem na začetku povedal. Mi smo rasli ob branju knjig, fizična oblika. Današnja mladina odrašča ob branju knjig na mobitelu, na ekranu, ampak tudi to je branje knjig. To je pomenilo. Torej, treba je uporabiti vsa ta različna sredstva, da se mladim pomaga. Oziroma, recimo naprej, pravijo, včasih mi doreče, to sem pa prebral na Facebooku. Ja, seveda, in tam imaš najrazličnejše zapise, verjetno polovica jih ni kvalitetnih, ampak to je približno tako, kot jaz, ko sem prvič prišel v Brežiško knjižnico, 3. razred, tam je bilo 100 knjig, sem bil kar zmeden, nisem vedel, kaj v roke vzamem. Nekdo ti ne pomaga, ti svetuje, morda s svojim zgledom in potem lahko obdržiš ta optimizem, to pozitivnost in to pelješ naprej. Drži. Še en spektr sem želel z vama obdelati, glede na to, da sta oba akademika, mogoče manj v Sloveniji, predvsej bolj pa recimo v ZDA, pa tudi v Evropi, je literatura tudi razumljena kot neka akademska metodologija. Recimo imamo pravo in literaturo, javno upravo in literaturo, diplomacijo in literaturo. Vem, ker z Milanom sva večkrat tudi skupaj v kakšni komisiji, vem, Milan, da ti literaturo uporabljaš tudi kot metodologijo poučevanja in raziskovanja diplomacije. Tudi precej zanimivih magistrskih nalog, pa tudi doktorskih nalog je nastalo pod tvojim mentorstvom. Kako je pa s tem? Kako pa to zveni pri študentih? Jim ti to priporočiš ali oni sami pridejo s to idejo? Jaz moram najprej reči, da mi je ta termin, ta izraz zelo všeč, literatura kot metodologija. Izjemno nek poseben, nov, vznemirljiv pogled na literaturo. Tu bi najprej omenil mojo knjigo Martin Krpan, diplomat in vojščak, ki šla je 2009. To je nek popolnoma nov pristop v razumevanju Martina Krpana. Meni se to porodi ob razmišljanju in povezovanju s tem, da imamo Slovenci svojo državo in lahko Martina Krpana tudi tako gledamo. In to sem potem počasi začel vključevati v moje predavanja in potem se je prijelo. In potem to zdaj, mislim, na nek način gre celo samo od sebe. Moram dodati to, vesel sem seveda, Martin Krpan, diplomat in vojščak, je šel oktobra 2009 in ko je knjiga že išla, brskam po spletu in naletim na knjigo enega profesora iz Kanade, Timothy Hampton se piše, Fictions of Embassy.
On je z enakim pristopom kot jaz, vsak smo po svoje naredili, ne da bi vedela drug drugega, obdelal velika dela iz zgodnje moderne evropske dobe, recimo Hamlet in tako naprej. Torej, zelo zanimivo. Ne? Torej, jaz poskušam to vključevati kot način poučevanja diplomacije po eni strani, aplikativno, po drugi strani pa tudi, da se pritegne pozornost študentov diplomacije mednarodnih odnosov na literaturo, slovenska pa tudi drugo. Recimo, izviren sem tudi v tem smislu, 2-3 so mi rekli, imam že kakšnih 5-6 člankov napisanih, obsežnih, še enkrat to pa bo išla knjiga, analiziram klasična dela znanstvene fantastike z vidika diplomacije. In ko tako gledaš, opažaš, da je diplomacija vse posod prisotna. In ko sem lani poleti preštudiral 11 knjig Zvitorepca, ne, in tole pisal, sem ugotovil, da je v številnih dialogih, ki jih imajo te 3 enaki med sabo, veliko elementov diplomacije. Torej, tako to povezujem in kot si omenil to mojo, ali pa to aplikativnost te moje teme v znanstveni svet, Mira Delavec, doktorica Mira Delavec, je pri meni doktorirala na temo, proučila je, mislim, da kakšnih 60, ne spomnim več natančno, del, pol iz svetovne in slovenske literature na to temo, kako se v teh delih izraža, manifestira diplomacija in kaj to pomeni. Torej, sem zelo vesel tega in je to, vidim, pomembna dopolnitev tega sicer standardnega pristopa k poučevanju diplomacije, ker so neke teme, ki jih pa še bi vedeti. To je pa nekaj novega dodatnega. Kaj pa ti, Breda? Jaz omenil sem že, da se ukvarjam s metodološkimi predmeti, magistrski raziskovalni projekt in kadarkoli zadeva zadiši po javni upravi in teh zadevah, že vem, da bo to tvoja naloga. Ne spominjam pa se, ali smo že imeli kakšno nalogo, kjer smo imeli javno upravo in literaturo. Mentorica nisem bila, pa tudi kot članica komisije nisem takšne naloge zasledila. Se ti pa zdi, da bi to lahko bil pristop? Mislim, da bi lahko bil. Zdaj nekaj je kot analiza, mogoče z vidika literature, seveda bi lahko bil. Recimo, če pogledamo nekatere literate, svoj čas je imela veselje do ruskih literatov, Dostojevski, Gončarov, Gogol, dejansko gre za literate izjemne pisce, ki predvsem recimo Gončarov pa Gogol, mislim, da so bila celo uradnika na finančnem ministrstvu, ki so bili hkrati tudi uradniki in so pisali krasno literaturo in zmeraj z motivi tega uradništva, mogoče malo na zafrkljiv način, to, ko sem prej omenila, stereotipno so pisali. Absolutno je tukaj izziv lahko tudi za magistrske naloge. Mogoče, jaz jih poskušam sicer študente navduševati na magistrskem študiju, mogoče preko te svoje percepcije, recimo uradniki niso angeli, so nastali pravzaprav na tak način, ne, da na eni strani seveda analiziram zdaj tudi te tuje literate, po drugi strani pa sem naredila sama literarne vložke v uvod, v neko znanstveno razpravo in sicer našla sem 100 let, vedno najdem neke 100 let stare spise. Zdaj so to 100 let stari spisi zoper uradnike, torej zoper njim so bili sproženi disciplinski postopki, ali so to neke tiskovne tožbe, ki so si jih med sabo en proti drugemu uperjali poslanci ali javni uslužbenci ali mediji. Skratka, zelo duhovite zgodbe. In zdaj te segajo vse pri meni, vedno naletim iz tega obdobja, v obdobje med obema vojnama. To je skratka neko drugo obdobje, kraljevina SHS, kraljevina Jugoslavija, ki nam je mogoče blizu ali pa poznana predvsem po nekih strogih formalnostih, od kdaj do kdaj je bila kraljevina, kdo je bil kralj Aleksander, kaj se je potem zgodilo, da smo imeli oktroirano ustavo. Vse tako so nas učili v šoli. Ampak veliko premalo smo prišli v, tako bi se izrazili včasih pred 100 leti, v tiste odnošaje med ljudmi, kaj so počeli, kaj se je vse dogajalo v tem obdobju. In tukaj, ko sem listala te spise, sem se prav zabavala. Bili so izjemno duhoviti. Ne samo piska, si tudi malo zgodovinarka, vidim. Ljubiteljska, ja, v bistvu jo imam zelo rada. In bolj sem se usedla in uživala in potem ti skenirala v arhivu in se blazno zabavala in sem takoj videla, wow, gledaj, tukaj pa so ti vložki, to bo pa moj literarni vložek, jaz bom to zdaj dramatizirala, seveda bom dala dušo, da bodo zdaj
zdaj spet zaživeli, ti ljudje, ki so nekoč zaživeli, bodo zdaj naenkrat vstopili v ospredje kot ljudje iz mesa in krvi. In potem se zabavam in poskušam na duhovit način speljati ta uvodno literarno zgodbico in pri čisto vsaki sem potem videla ali pa zagledala idejo za nek institut iz javne uprave, ali so to zdaj disciplinski postopki, kako so bili potem kasneje skozi vso zgodovino med obima vojnama in naprej, pa ocenjevanje uradnikov, pa sem našla kakšne štoserske recimo primere, pa dokot lahko recimo mediji posega v neko intimo, skratka, cel Na nek način se je že vse zgodilo in bilo vse napisano. Točno tako. Ampak zdaj, ker moramo počasi, pač naša tema je tako zelo zanimiva in tako zelo privlačna, da bi jo lahko o njej razpravljali še zelo dolgo, pa moramo žal skleniti počasi ta podcast. In navadno ta podcast sklenemo z mislijo na študente. Torej, pač podcast Nove univerze je za našo akademsko skupnost, primarno za študente, da spoznajo še bolj poblizu profesore, tudi za širšo javnost. Pa vendar z mislijo na študente, zdaj, vsak svojega področja, z področja diplomacije, z področja javne uprave, ker se zdi, da so študentje nekoliko bolj resni, na način, da diplomacijo se tudi razume kot nekaj malce kraljevskega, tistega, kot si Milan dejal, ker ima povezavo z nazdravljanjem in tisti študenti, ki pri tebi pišejo magistrske naloge, ponovadi tudi že delajo v kakšnem protokolu ali pa tako, se vidi, da je to malo drugačen karakter. Pa me zdaj zanima, kaj bi vidva na področju nekaterih delate in študente, s katerimi se srečujeta, kaj bi jim kot izkušena posameznika, profesorja, strokovnjaka, literata položila na srce kot dobro prakso študija, recimo pri nas, tako kot neko zaključno misel tega podcasta. Pa mogoče najprej Breda, potem pa Milan. Ja, mislim, da se na naši univerzi študentje lahko naučijo marsičesa, tako dobijo izkušnje iz prakse, kot seveda same teorije. In Matej, tako kot si omenil prej, da je veliko diplomatov na mednarodnih študijah, tako je veliko javnih uslužbencev dejansko tudi v magistrskem študiju, pa tudi že na dodiplomskem študiju. In se mi zdi dejansko to nekaj enkratnega, ker imamo tudi s profesorji dober odziv, sploh magistrski študij. Skratka, imamo to medsebojno komunikacijo, spravim, da bodimo interaktivni ves čas svojih predavanj, želim predavati ex katedra, dajmo en drugemu nek feedback. In to se mi zdi, da Nova univerza vsekakor omogoča, oziroma študij na fakultetah Nove univerze. Po drugi strani pa, ja, javna uprava ne rabi biti nekaj togega. To vedno rečem študentom čist na začetku, ne bom vam predavala tako. Naša predavanja ne bodo toga, ne bom vam o nekih dolgočasnih pravilnikih, uredbah, ampak potem začnem kar z zgodbicami in jih potem vodim recimo v neko razpravo, mogoče na začetku ena nesigurnost, ampak potem pa vidim, da tudi uživam. Na vse zadnje ti ljudje še po službi poslušajo 5 ur in moraš biti atraktivni in k temu se trudim, saj upam, da potem na koncu, da je tudi videti tako. In zato tudi grem v arhive in iščem take zanimive zgodbe, ki jih potem lahko plemenitim. In prej si omenil in spraševal glede magistrskih nalog, zdaj sama še nisem imela recimo takega primera, kar jaz vidim, pa kaj imam izkušnje, predvsem to, da pri pripravi magistrskega dela, da na nek način poskušajo študentje, kandidati usvajati še ta metodološki okvir, da ga pravilno potem uporabijo, da mogoče še tukaj ni bil tisti moment, da bi sami tudi s primesjo zdaj nekega leposlovnega ali pa neke leposlovne metode prišli not, ne samo da analizirajo literaturo, ampak s kakšnim vložkom, ki tudi mora biti precej dodelan. Jaz tukaj moram omeniti, da tu ne gre, da če ti pišeš, moraš gledati, da seveda ne gre za banalizacijo znanosti. Ne? Tu govorimo o nekem metodološkem okviru in tudi tisti vložki, ki so vložki leposlovja, morajo biti do potankosti izpiljeni, slog mora biti ta prav jezik tudi taki. Tisto, kar pa bi jim rekla, pa kar jim tudi rečem, vsakemu svojemu kandidatu,
Vem, da živimo v obdobju umetne inteligence in da iščete po umetni inteligenci vire, nič ni narobe. Ampak jezik pa dajte sami kreirati, sami tvorite stavke, ne s pomočjo umetne inteligence, ker tudi jezik se razvija. Dajte to, mogoče je to en korak, da boste mogoče potem kasneje začutili pa nekaj drugega, da boste se preizkusili še nekje drugje. Skratka, da boste z jezikom eksperimentirali, tako da Super, to je super iztočnica za... Tako doktorski študij, seveda doktorski kandidati pa si lahko potem že tudi kaj več privoščijo. Tako. Milan, kaj pa ti misliš? 3 kratki poudarki. Jaz letošnje leto predavam na Novi univerzi že 21. leto, torej imam neko dolgo zgodovino, tudi spremljanja študentov njihovega obnašanja. Ne? No, zanimivo, kot je prej Breda govorila o odnosu do študentov, pred kakšnimi 15 leti sem pri ocenjevanju, ko so me študenti ocenjevali, naletel do 2 mnenji. Eno mnenje je bilo, tako dolgočasnega profesora še nisem videl, nikoli več ga ne želim slišati. Drugo mnenje je bilo popolnoma obratno. Nek študent je bil izjemno navdušen okoli tega. Torej, hvaležen sem Novi univerzi za ta eksperiment, za ta proces, ker je izjemno pomemben tudi za to vse, kar pišem in delam in tako naprej. Drugič, jaz si poskušam pri tem, ko delam študenti in vse, kar to počnem, poskušam z neko zdravo, kritično, ampak zdravo promocijo slovenstva. Omenjen Martin in dosežkov slovenstva. Martin Krpan, v eni študiji o tem pišem, je edini evropski ljudski junak, koliko se jaz poznam, ki ima 5 diplomatskih lastnosti. Tudi Robin Hood jih nima. Torej, to je pomembno za širšo promocijo slovenstva. Ta moja knjiga je šla v 4 ali 5 jezikih, v vseh naletela na veliko zanimanje. Pa to je torej ena promocija slovenstva tam, kjer imamo kaj zapovedati, kaj zapokazati. Tudi primerjalno vzeto. Tretji poudarek, nisva z Bredo se usklajevala, ampak isto hočem reči. Jaz mislim, da bo tudi to razlagam študentom, oziroma jim polagam na srce, kot se temu reče. Mi živimo v enem svetu, ko prehajamo iz temeljna ločnica, verjetno danes je bogati revni. O tem se veliko piše, govori, kakorkoli že do tega prišlo. Mislim pa, da zdaj se orodje umetne inteligence prehajamo v neko novo ločnico. Uki, neuki. In tisti, ki bodo ostali uki, ki se bodo učili, bodo s pomočjo umetne inteligence tu napredovali. Tisti pa, ki bodo uporabljali inteligenco samo kot tako nadomestilo za vse, mečkim sem nakazal na začetku, bodo ostali neuki. Tako pač je. In mislim, da bo to izziv, ena velika ločnica, ki bo družbo razdelila, ne samo slovensko, vsako. In seveda tu, ob vsej tradiciji, ki imamo Slovenci, slovenska literatura, Biblija je 1584 išla skupaj z islandščino, je bila 12. jezik, v katerega prevedeno. Dalmatin je moral ustvariti 1/3 besed na novo. Imel je takrat v knjižnici 250 knjig v Krškem. Torej, to je ta moč in vitalnost slovenstva in to jaz poskušam polagati na srce študentom in tu naj bodo orodja umetne inteligence to, da nam pomagajo, da bomo to še okrepili tudi sami zase in za to obvladovanje jezika in pa za nek ta proces ustvarjalnosti. Ne nazadnje, znanstveni proces ustvarjalnosti je čista kreacija. Hvala lepa za vajino udeležbo danes na tem podcastu. Mislim, da boljšega zaključka ne bi mogli narediti. Tudi ta podcast je bil čista kreacija. Zahvaljujem se vama za udeležbo in tudi vam, dragi gledalci in drage gledalke, da ste nam poslušali, da nam sledite in se ponovno vidimo na naslednji epizodi podcasta Začuti novo univerzo. Hvala. Hvala za povabilo.